Spoštovani poslušalci podcasta, lepo pozdravljeni. V novi epizodi se bomo z zelo zanimivimi sogovorniki pogovarjali o eni najhujših tveganj na svetu ali najhujših tveganj 21. stoletja, pa morda tudi prihodnosti, to je kibernetsko tveganje oziroma kibernetska varnost. Podjetja v Sloveniji in po svetu so v zadnjih letih, sploh v času pandemije zaradi COVID-19, naredila velik korak naprej na področju digitalizacije svojega poslovanja. A žal so pri tem pozabila, da z roko v roki z digitalizacijo hodi tudi tveganje za kibernetski napad ali vdor. Spoštovani poslušalci, pri kibernetski varnosti gre za stalno grožnjo, za katero ni cepiva in na katero ni nihče imun. Lahko pa se tveganje za kibernetski napad bistveno zmanjša in preventivno tudi prepreči oškodovanje denimo denarnega toka, poslovanja in navsezadnje ugleda podjetja. Prva na slovenskem trgu je zavarovanje kibernetske zaščite ponudila zavarovalnica Triglav. Namenjeno pa je predvsem malim in srednje velikim podjetjem. Povpraševanje po tem zavarovanju z leti narašča, zakaj, kje in kaj prinaša to zavarovanje, pa bomo slišali v nadaljevanju podcasta. Ob sebi imam v studiu Radia Slovenija odlične sogovornike, ki bodo pojasnili širšo sliko dogajanja v našem digitaliziranem ali paralelnem svetu. In zdaj k temi. Spoštovani poslušalci podcasta zavarovalnice Triglav in medijske hiše Delo, z menoj v družbi so Peter Filip Jakopič, direktor službe za zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov pri zavarovalnici Triglav, Peter Krkoč, direktor službe za kibernetsko odpornost v zavarovalnici Triglav in Elija Benjamin Hlastan, strokovnjak za kibernetsko varnost. Predno pa se lotimo vprašanja, kaj lahko naredimo za zaščito sebe ali podjetja pred potencialno nevarnostjo kibernetskega napada in pa tudi po morebitnem napadu oziroma vdoru in kako nam lahko ob tem pomaga zavarovalnica Triglav, pa nekaj uverturnih misli. Spoštovani gospodje, srečali smo se v podcastu zavarovalnice Triglav. In sicer v podcastu, ki bo poslušalcem prinesel zelo relevantno tematiko. Pa bi vas takole, gospod Peter Filip Jakopič, vi ste direktor službe za zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov pri zavarovalnici Triglav. Najprej za ogrevanje vprašala, na koliko družabnih omrežjih ste in ali ste do tega trenutka pomislili, da bi vam morda lahko kdo ukradel identiteto. Lep pozdrav vsem poslušalcem. Sem pomislil tisti dan, ko sem bil v bistvu sam žrtev ene prevare, take spletne, tako da k sreči sem dobil sredstva nazaj, je bila pa to dobra šola za naprej. Recimo, če bi primerjali te ankete, ki ste omenjali, to pač neka podjetja, banke, vlagatelji, redno pripravljajo ta, mi temu rečemo radar tveganj, in če bi ga primerjal, iz leta 2008, recimo, je bilo v top 10, ste najdel tveganja, ki jih danes, recimo, moji otroci sploh ne poznajo, kot so, kriza Srednjega vzhoda, potem nafta, pa mene otroci vprašajo, v čem je problem nafte, če itak zdaj vsi na neko elektriko gremo, hočem reči, da se ta tveganja dejansko spreminjajo, in to kibernetsko tveganje, tako kot ste rekli, veliko teh družb v bistvu jih umešča v top 3, jaz temu rečem trojček, recimo v času covida je ta, kibernetsko tveganje dobilo še dodatni zagon. Zdravo naj dodam, da še omenjajo to zastoj v poslovanju, se pravi izpad dohodka, ki sledi raznimi, pa jasno s covidom so se tudi zdaj te epidemije, pandemije pojavile. Določena tveganja, kot sem omenil, predvsem kakšna politična, recimo so za nekaj časa, zašla z radarja, pa je zdaj ta vojna v Ukrajini jih je spet vrnila, tako da mi dejansko spremljamo ta tveganja in tudi jasno, naš biznis je, da razvijamo produkt, ki bo relevanten, da ga bo nekdo kupil in v bistvu nam je cilj, da za vsa ta tveganja, kolikor se le da, pripravimo pač neke produkte, ki bi bili zanimivi za trg.
Gospod Peter Krkoč, vi ste direktor službe za kibernetsko odpornost v Zavarovalnici Triglav. Veliko v zadnjih letih govorimo o odpornosti v različnih pomenskih in pojavnih oblikah, ampak kaj pomeni pravzaprav kibernetska odpornost? Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Zdaj, kaj pomeni kibernetska odpornost? Praktično, koliko si ti imun oziroma fleksibilen na nek držljaj, če temu rečem, nekje lahko od zunaj ali pa tudi od znotraj. In seveda mi, bomo rekel, kot Zavarovalnica Triglav oziroma kot služba znotraj zavarovalnice pač se ukvarjamo s tem, da zaposlene bomo rekel, čim bolj izobražujemo, osveščamo bomo rekel, o temah, o aktualnih temah z področja kibernetske varnosti, hkrati pa seveda na drugi strani pa tudi tehnično skrbimo oziroma spremljamo naše sisteme v primeru, da pride do nekih anomalij, nekih odstopanj, da to takoj preverimo, ker vse je seveda lahko nek potencialen napad. Gospod Peter Krkoč, ko govorimo o odpornosti, za katero odpornost bi se vi osebno odločili, če bi imeli na izbiro imunska odpornost, psihološka odpornost ali kibernetska odpornost? Dobro vprašanje. Mislim, da kombinacija vsega trojega je najboljša, ne? Ampak zdaj, ker sem jaz bolj iz te smeri, vsekakor bi se odločil za kibernetsko odpornost. Z nami pa je v podkastu Zavarovalnice Triglav tudi Elija Hlastan, strokovnjak za kibernetsko varnost. Elija, takole po izgledu poslušalci vas ne vidijo, ampak vem, da pripadate mlajši generaciji. Vam je ta fenomen kibernetske nevarnosti mikaven? Kako ga recimo vaša generacija razume? No, dober dan še vsem iz moje strani. Kibernetska varnost je kar širok pojem, ampak kot pojem, ja, je kar zelo zanimiv. Jaz osebno se rad osredotočam bolj na kibernetsko varnost ljudi in hkrati pa še na socialni inženiring, na kak način lahko jaz nekoga prevaram, da oni nekaj naredijo zame, ali lahko preko telefona dobim dostop do računalnika in tako naprej. Kako pa kibernetska varnost moje generacije? Priznam, da veliko ljudi misli in bi to rekel, da definitivni filmi ne pomagajo pri tem, da kibernetska varnost in hackerji so tisti ljudje z kapuco, z maskami in z rokavicami, ko pač sedijo za računalnikom, tipkajo 1000 besed na sekundo. Žal ni tako. Moramo Jaz sem drugače profesionalni pentester, kar pomeni, da jaz vdiram v firme z dovoljenjem sicer. In v večino primerih ne zgleda niti podobno temu. Mi se matramo tam, da skeniramo celotno stvar, da pregledamo, ki bi lahko bili zastarele različice storitev, operacijskih sistemov in tako naprej. In potem poskušamo različne stvari, dokler ne pridemo noč. Spoštovani gostje, bi lahko zelo kratko podali vašo prvo asociacijo ob besedni zvezi kibernetsko tveganje. Gospod Peter Filip Jakopič morda? Ja, moja prva asociacija je Mr. Wolf iz filma Pulp Fiction, ne? On je bil v bistvu en tak lik, ko vsi ti mafici okrog njega niso imeli več ideje, kako rešiti stvar, so prišli do njega, ne? In pač glede na varnost oziroma glede na to, koliko se mi pri nam ukvarjamo s to kibernetsko varnostjo, jaz dostikrat ta lik uporabim kot sinonim za nekoga, ne, ki pač ve, kaj v takih primerih narediti, ne, ker praksa je pokazala, ne, pa ne samo pri nam, predvsem v svetu, kjer so ta tveganja veliko dlje prisotna kot v Sloveniji ali pa na tem našem koncu planeta, se v bistvu izkaže, da tisti prvi odziv, da je ključnega pomena. Ne. Recimo, ko si tarča nekega napada, ne glede na to, a je uspešen ali ni uspešen, ne. Zdaj večina teh napadov je pol tudi z nekim izsiljevanjem povezanih. Ne. Ampak takrat je v bistvu ključnega momenta, tako kot praviloma pri vseh epidemijah, terorističnih napadih, če hočete, ne, tisti prvi odziv. Ne. In pri nam opažamo pač, da naša podjetja, jasno, ne, zaradi pomanjkanja primerov, jasno, nimajo lastnih kadrov, ki bi se znali obrniti v takšnem primeru. Vsi imamo požarne vaje, recimo, ne vem, vse večje stavbe, večja podjetja imajo enkrat na leto neko požarno vajo, kjer ljudem povejo, v primeru, da pride do požara, kdo je zdaj požarni, smo mi rekli v našem nadstropju, kje se morate zbrati, kje morate jati iz hiše, naprimer. V primeru kibernetskih vdorov to zelo redke firme imajo to zelo naštudirano,
In ta naš produkt, ne, v katerem se bomo tudi danes še najbrž pogovarjali, ne, nudi kot eno izmed momentov, je ravno ta, s tem rečem, asistenca, ne, da v bistvu podjetjem svetujemo sploh, kako se obrniti, kaj komunicirati, s kom komunicirati, kdaj komunicirati, na kakšen način in podobno. Peter Krkoč, kratko jedrnato asociacija ob besedni zvezi kibernetsko tveganje je? Jaz bi kar tukaj mogoče kibernetsko tveganje oziroma vdor eno vzporednico bi s tistim, bom rekel, bolj fizičnim svetom povlekel. Ne? Pa praktično nek vdor je, če ti nekdo ukrade identiteto, je v bistvu kot da bi ti denarnico ukradel. Ne? Če ukrade tvoje osebne podatke, v denarnici verjetno imaš tudi osebno, pa se to tretira na enak način. Ne? In seveda to lahko potem dosti dobro tudi vnovči na črnem trgu. In ta pokvarjen dan o pokradeni denarnici ni samo pokvarjen dan, ampak so popotresni sunki, ki so neverjetni in kupica neugodnih situacij, časa in tudi denarja. Elija Hlastan, strokovnjak za kibernetsko varnost. Vaša prva asociacija ob besedni zvezi kibernetsko tveganje je? Mogoče bolj po domačem, kakšna je verjetnost, da so meni podatke ukradli. Veliko časa, ko pride do takšnih tveganj in ali realnih primerov, se ne zavedamo, koliko nas lahko to efektira, dokler ni prepozno. Zato je res fajn v takšnih primerih, sploh ko so velike podjetja, da ko se kaj takega zgodi, znamo pravilno reagirati, znamo pravilno kontaktirati in znamo v primerih, ko res pride, da se znamo sami zavarovati in potem še tudi najbližje stranke in drugi sodelavci. Hvala lepa za zdaj, spoštovani poslušalci podcasta. Naj povem, z menoj v družbi in v družbi podcasta Zavarovalnice Triglav so Peter Filip Jakopič, direktor službe za zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov pri Zavarovalnici Triglav, gospod Peter Krkoč, direktor službe za kibernetsko odpornost v Zavarovalnici Triglav in gospod Elija Benjamin Hlastan, strokovnjak za kibernetsko varnost. Skupaj se bomo pogovarjali o zelo relevantni temi, pravzaprav o nevarnosti številka 1 in sicer o kibernetski nevarnosti, kibernetskem tveganju, kibernetskih vdorih. Slišim pravzaprav, da je takšna nevarnost celo hujša za človeško raso v tem danem trenutku kot pa podnebne spremembe. V zadnjih letih sta obe temi pravzaprav rangirani na najvišjih mestih vsebinskih adrem svetovnih in domačih najvidnejših razprav. Gospodje, mi lahko pomagate pri iskanju najbolj odmevnega, najhujšega kibernetskega napada vseh časov? Jaz bi mogoče komentiral. No? Šlo je posledično tudi za kibernetski napad, ampak mogoče zgodbo, ki se jo vsi spomnimo iz preteklega leta, tako imenovana ranljivost Log4j. Namreč to je zgodba, vsak sistem, ki je imel to ranljivost, je imel določena tveganja in seveda tam je obstajala možnost, da pride do nekega kibernetskega napada. In to je bilo svetovnih razsežnosti. Ni zdaj to nek napad, ki je bil fokusiran na nekoga, na neko podjetje, ampak je to nekaj, kar so, bom rekel, ti hekerji lahko izkoristili. Sicer me zanima, za koga v tem trenutku. Včasih pravzaprav razmišljamo o teh kibernetskih odpornostih, varnostih, vdorih na, bi rekla, na ravni znanstveno-fantastičnega filma, predvsem pa v smislu, to se nam ne more zgoditi. Kdo je največkrat tarča ali pa najbolj ranljiva tarča kibernetskih vdorov, napadov? Jaz bi rekel, da v večini primerih najbolj, vsaj iz prakse, ljudje, kateri so največja verjetnost, da so tarče, ne moramo točno oceniti. Bolj zaradi tega, ker napadalci, zlonamerni napadalci so v večini primerih oportunistični. Kar pomeni, ko oni najdejo določeno ranljivost, recimo Log4j ali še ena znana Eternal Blue. Ko oni najdejo eno ranljivost, ga bojo probali izkoristiti in to je ne glede na podjetje ali na osebo. Oni bolj vidijo v tem primeru opportunity, priložnost, hvala. Vidijo priložnost in reagirajo na to. Tako da, kdo je največja verjetnost, da so tarče, je malo težko reči, vendar
iz prakse pa lahko rečemo, da čim večje je podjetje, večja površina je za napast. Kar lahko potem tudi rečemo, da oni znajo biti kar hitro napadeni. Ampak a bi lahko recimo rangirali naprimer večja podjetja z večjim recimo denarnim tokom, z panogo, ki je recimo bolj rastoča kot pa ne, ali pa denimo neke institucije povezane z kočljivimi političnimi informacijami? Jaz bi definitivno rekel, da je to zelo odvisno od napadalca. Poznamo politične napadalce, tisti, ko pač napadajo iz političnih razlogov, aktivisti. Ne? Poznamo skriptkidi, takšni, ko pač napadajo, da, ne vem, da se zafrkavajo. Poznamo potem tudi suicide hacker, se pravčujem. Ja, to so pač taki hackerji, ko bojo karkoli napadli, čim večje škode naredili in jim je potem čisto vseeno, ali jih dobijo ali ne. Jaz bi rekel, da v takih primerih je zelo odvisno, kdo je na drugi strani. Je res, da večja je podjetje, večja je površina. In tudi je res, da več denarja imajo, bolj se bojo znali oni braniti, ponavadi, ampak spet pride do priložnosti. Če je tista priložnost tam, ga bojo probali izkoristiti. Enako je pri nam v praksi. Ko jaz izvajam pregled informacijske varnosti, mi preiščemo vse sisteme in iščemo takšne priložnosti, kateri isto napadalec bi iskal. Iščemo sistem, kateri bi mogoče bil ranljiv na Log4j ali na Eternal Blue ali na razne druge ali slabe konfiguracije ali pa ranljivosti, znane ranljivosti, in če se jih lahko v tistem času izkoristi, jih bomo izkoristili. Omenjate tudi zafrkancijo, a ne? Ampak kaj so tisti klasični motivi? Predstavljam si kočljivi podatki in pa denar. Pridejo vedno te udiralci do tega cilja? Jim uspeva? Ne vedno, ampak jaz, vsaj tako bi jaz rekel, velikokrat je bolj zaradi ego. Veliko ljudi hoče, vsaj teli zelo namerni, mi jim rečemo script kiddies. V angleščini script kiddies so v bistvu otrok, pod narekovaj. To so primarno zelo namerni napadalci, ki veliko časa se učijo, kaj je to kibernetska varnost, ali se učijo programiranje in imajo skupek nekih programov, ko jih sami izvajajo. To se velikokrat vidi. Jaz drugače sodelujem tudi z eno mednarodno inštitucijo, če se bi temu lahko rekli, skupino profesionalnih hackerjev, kjer raziskujemo takšne incidente. In glih v primeru tega smo pomagali najti en 13 let star najstnik iz Madrida, ki je naredil v približno 9 mesecih $10,4 milijona škode. On je to naredil zaradi ego. On je pač hotel svoje ime ven dati. Čim hitreje hotel svoje ime ven spraviti, sicer mu tudi zaradi denarja šlo, ne? Kar veliko zaslužil. On je prodajal zelo namerno kodo in ga je širil preko socialnih mrežij in smo potem kar dolgo njega lovili in v bistvu zaradi njegovega egota smo ga lahko pol šele dobili. Zanimivo se pravzaprav nevarnosti spreminjajo skozi čas in zanimivo se spreminjajo tudi motivi. Pa me zanima, gospod Jakopič in gospod Krkoč, ali lahko tudi posebne okoliščine, kot je recimo vojna v Ukrajini, spremeni stopno tveganja in v kolikšnem oziru je v tem trenutku finančni sektor, kamor sodijo tudi zavarovalnice, recimo bolj lahka tarča ali bolj, bi rekla, privlačna tarča? No, mogoče če jaz pokomentiram, ko se je začela ta vojna v Ukrajini, vsekakor smo zaznali porast nekih aktivnosti na spletu. Res pa je, da kasneje ali pa že kar kmalu smo opazili, da se je to predvsem usmerilo na relaciji nekje Ukrajina-Rusija, pa mogoče še nekaj držav. Zdaj država kot je Slovenija ali pa kot je inštitucija, zavarovalnica Triglav, mogoče v tem trenutku imamo to srečo, da smo nekako odmaknjeni od tega, ampak nismo nekje v fokusu. Bi pa tukaj vseeno dodal, ker dejstvo je, da ta kibernetska vojna poteka, tukaj odzadaj so vojščaki cele vojske. Ko se bo ta rusko-ukrajinska zgodba nekako zaključila, bodo iskali druge žrtve. In takrat mislim, da obstaja veliko večja nevarnost, da smo tudi mi kot Slovenija
inštitucije v Sloveniji bolj na udaru. No. Trenutno smo nekje v neki taki coni, dokaj varni. To je pravzaprav zelo dober apel za vse tiste, ki razmišljajo o dobri zaščiti. Gospod Jakopič, na to vprašanje boste vi verjetno kot predstavnik Zavarovalnice Triglav povedali odgovor z druge perspektive. Torej, kako lahko posebne okoliščine ogrozijo vaše zavarovance oziroma potencialne zavarovance in kaj lahko v tem trenutku, če smo nekje na radarju kibernetskega tveganja, kaj lahko vsakdo naredi? Vsako podjetje, posameznik? Ja, v bistvu mi pač glede na naše izkušnje, ki jih imamo, ne, pač glede na primere, ki smo jih obravnavali, je ena stvar, to že kar je prej sogovornik povedal, je res, da so velika podjetja, tarča mi je všeč njegova pač ta primerjava z večjim terenom, ne, ampak po drugi strani so pa manjša podjetja večkrat tarča ravno zaradi tega, ker nimajo dobre obrambe, ne. In tarča so predvsem podjetja, ki imajo neke podatke, ki so vredni, a ne, se pravi, za katere je nek lastnik podjetja pripravljen odšteti, ne vem, 100.000 evrov, 1 milijon evrov, ne, da jih dobi nazaj. Ne. Zdaj, če nimaš, jaz tako pravim, ne, branjevka, ki solato za gotovino brez računa prodaja na tržnici, ne, in nima kartice stranke, a ne, ona ni nobenemu kibernetskemu tveganju izpostavljena. Ne. Čim imaš v lasti neke podatke osebne tvojih strank, čim imaš visoko digitalizirane procese, a ne, si pa takoj v bistvu potencialna tarča. Ne. In kar smo še opazili, da te bad guysi, a ne, se pravi, ne govorimo o etičnih hekerjih, kot je Elija, ne, ampak da pravi hekerji, če rečemo, ne, oni vedno pridajo na stranska vrata. Ne. Se pravi, vi, če si predstavljate grad, ne, oni nikoli ne pridajo na glavna vrata trkat, ne, ker praviloma vsi graščaki so poskrbela. Ne. Oni pridajo, tako kot v filmih, ne vem, ko pripelje kombi oprane brisače, a ne, tam noter oni pridajo. Ne. Recimo, ne vem, eden od večjih udorov, naprimer, ki se je zgodil v hotelski verigi svetovni, a ne, ker sem tudi jaz, naprimer, kot njihov klient dobil obvestilo, a ne, da se mi upravičujejo, da se zna zgodi, da so bili moji podatki pač zlorabljeni. Ne. Oni so prišli skozi recimo aplikacijo za uravnavanje klime, naprimer, a ne. Pač oni so pogruntali, da je ta aplikacija bila zelo nezaščitena in so tam prišli. Ne. Se pravi, te hotelske verigi verjetno so dali milijone v obrambo glavnih vrat, ne, pozabili so pa na stranska vrata. Ne. Tako da mi v bistvu našim strankam tako tudi na ta način svetujemo, ker jasno, tudi nam je v interesu, a ne, ko mi prodamo zavarovanja, ne, se pravi, boljši kot je rizik, ne, bolj kaj firma pripravljena, več kot ima nekih zaščitnih ukrepov, a ne, tudi mi kot zavarovalnica bomo bolj skozi prišli, če tako temu poslovno rečem. Ne. Tako da nam je definitivno v interesu in jih tudi opozarjamo na vse te, bom rekel, ranljivosti, ki sta jih prej sogovorca pred mano omenjala, ne. Se pravim, ne, tudi nam je v interesu, a ne, se pravi, tako, če vi kupite požarno zavarovanje, je tudi zavarovalnici v interesi, da vi veste, kje je gasilni aparat, na katero številko gasilce poklicati in podobno, če malo karikiram. Prav gotovo, predno greva konkretno, kaj Zavarovalnica Triglav v kontekstu zavarovanja kibernetske zaščite ponuja. In morda vprašanje, v analognih časih, v analognem svetu smo nekdaj govorili, da so tatovi skoraj da vedno pred policaji. Ali so tudi hekerji tehnološko bolj podkovani, kako bi lahko ocenili njihovo spretnost glede na vse nadzorne inštitucije, orodja, metode, ki obstajajo na svetu? Iskreno povedano, to je malo težko reči, ker nisem zlonamerni heker. Vendar bi znalo biti to res, da definitivno so kakšne organizacije, zlonamerne organizacije, ko imajo svoje roke nekje drugje vmes, kjer bi lahko dodatno informacije pridobivali, vendar je problem to dokazati. Gospod Jakopič, ko govorimo o zaščiti, ne, torej stranskih vrat je veliko, idej, kreativnosti na tem področju še več, možnosti za vdor nešteto, ampak ko pride do tega napada, je seveda razlika med podjetjem in podjetjem, ali ima ali nima neke zaščite oziroma zavarovanja. Kaj Zavarovalnica Triglav v tem kontekstu ponuja, če se pa vendarle zgodi vdor in seveda tudi škoda? O škodah bomo pa malce kasneje tudi povedali. Ja, glejte, čisto plastična primerjava, ne, tako kot pri avtu imate
asistenco, a ne pomeni, če se z avtom nekaj zgodi, vam zavarovalnica pošlje nekega izvajalca, ki vam, ne vem, zamenja gumo, napačen bencin ste tankali, vam to uredijo, ali pa, ne vem, avto postane nevozen, pa vam pripeljejo nadomestni avto, ne, temu rečemo asistenca, ne. Potem vam zavarovalnica pokrije lastno škodo, ne, se pravi, če ste vi odgovorni za prometno nesrečo, pa ste razbili svoj avto, vam bo zavarovalnica plačala škodo na vašem avtu, pa še plačala bo škodo na avtu, ki ste ga vi poškodovali, ne, recimo, da ste vi pač, rečemo temu, krivi za prometno nesrečo. Se pravi, 3, bom rekel, področja in tudi ta produkt zavarovanja imajo tudi vsa 3 področja pokrita, ne. Že prej sem omenil asistenco, a ne, to pomeni reakcija, suport nekih strokovnjakov, kot so IT forenziki, potem PR svetovalci, a ne, tukaj sem že prej omenil, kaj komunicirati, kdaj, na kakšen način, a ne. Se pravi, strokovnjaki z področja IT-ja, se pravi, da zajezijo nadaljnjo škodo, a ne, tako kot domače vam poč cev, ne. Najprej poskrbite, da boste cev zaprli, zato da bo posledična škoda čim manjša, ne, in to naredijo pač ti IT strokovnjaki, se pravi, najdejo, kje je tista luknja, najprej to luknjo zaprejo in potem se začnemo ukvarjati škodo, a ne. Potem lastna škoda, a ne, podjetje ima veliko stroškov, da ponovno vzpostavi sisteme, da povrne podatke, se pravi, to so neki stroški, če temu rečem, da situacija postane takšna, kot je bila pred vdorom, a ne. In pa še zadnji segment, a ne, tako kot je avtomobilska odgovornost, je pa tudi odgovornost, če našim, se pravi, če poslovnim partnerjem podjetja nastane škoda, ne, ali pa če so osebni podatki njihovih strank ogroženi, a ne, sej po zakonodaji ni potrebno, da so objavljeni v javnosti, ne, ampak že v bistvu dostop strani nepooblaščenih oseb je lahko razlog za razne globe, kazni, ki so lahko zelo visoke. Pri nam v Sloveniji sicer to še ni čist zaživelo, ampak v tujini imate prav spletno stran, ki objavlja po državah, recimo banke pa finančne inštitucije, kakšne kazni po GDPR-ju dobijo, recimo, ne? In tudi to, pač to zavarovanje, tudi te kazni vam pokrije. Kako so slovenska podjetja, posamezniki morda, zainteresirani za ta produkt, torej za zavarovanje kibernetske zaščite, pa morda primerjalno, kako popularen je ta produkt recimo v Evropi, svetu? Ja, v svetu, na primer, predvsem na, bom rekel, čezlužnih tržiščih, ne, so zavarovanja, ki jih imajo podjetja, malo drugačna kot pri nam, ne. Tam je že prej omenjeno ta izpad dohodka iz kakršnega koli razloga, ne samo zdaj zaradi kibernetskih napadov, ne, je recimo na prvem mestu, ne. Tam, ko pride nov lastnik kup podjetje, ne vpraša, imate požarno zavarovanje, ampak vpraša, imamo zavarovanje za primer izpada dohodka, na primer, ne. In dosti podobno je bilo tudi s temi kibernetskimi zavarovanji, ki so v tujini veliko bolj razširjena, kot pri nam recimo opažamo, ne, predvsem povpraševanja prihajajo strani inštitucij, ki so zaradi svojega narave posla, ki hranijo veliko osebnih podatkov, kot so banke, zavarovalnice, kakšne telekomunikacijska podjetja, ne, potem kritična infrastruktura, ne, se pravi kritična infrastruktura v smislu vse stvari, ki jih ljudje nujno potrebujemo za preživetje v najbolj primitivnem smislu, kot je voda, zrak, komunikacija, ne. Se pravi, ta sektor pač je bolj izpostavljen in tudi več povprašanj dobimo, ne. Predvsem pa, ja, tako kot opažamo po potresih, ne, ko se stresajo tla v sosednjih državah, ne, pol tako 3 mesece vidimo, je malo večje povpraševanje, ne, ampak ljudje imamo zelo kratek spomin, ne, tako čez pol leta pol to že vse pozabimo. In tlej pa tudi tako, ne, pač po teh dogodkih, predvsem v Sloveniji, ne, zaznamo neko povpraševanje, ne, pa tudi opažamo pa tudi, da tisti povprašujejo, ki so že bili ali tarča, ne, ali pa so videli, da so bili tarča, pa na njihovo srečo neuspešno, ne. Tako da pri nam je, bom rekel, ta trg je, ta zavarovanja še niso na nivoju, kot so ostala zavarovanja, oziroma kot so ta zavarovanja na nam neprimerljivih trgih. Gospod Krkoč, kakšen delež recimo bi moral biti tako zelo modro zasnovan, da bi podjetje
morda tudi v primeru zavarovalnice Triglav vaša zavarovalnica pokrilo pravzaprav vse segmente. Torej, dobra tehnološka zasnova, torej digitalizacija podjetja, to je en segment, drugi segment je dobra zaščita in pa tretji tudi zavarovanje te kibernetske zaščite. V kakšnih deležih govorimo za en, drugi in tretji del, če govorimo o zasledovanju nekih stroškov ali pa investicije? Jaz bi predvsem to rekel, tisto vlaganje v neko varnost, pa če tukaj izvzamem zdaj, bom rekel, samo zavarovanje, nekje po mojem mnenju je tukaj tisti največji delež. Je pa res, da moramo se zavedati, da 100% varnosti ni. In kljub temu, da če neke stvari gredo narobe, je verjetno mogoče še tista zadnja faza ali pa tista neka oporna točka, seveda tudi to zavarovanje. Tako da največji fokus, vsaj po mojem mnenju, je tista tehnični del, preventiva, tudi na izobraževanju zaposlenih, ker je treba tudi vedeti, da varnost je toliko varna, kot je močen tisti najšibkejši člen. In ta najšibkejši člen je navadno človek. Je pa res, da če vse to nekoč pač popusti, je tudi potem še tista neka dodatna varnost, ki je kot zavarovanje. Zavarovalnica je taka, bi rekla, priročna tarča, namreč v kakšnih ozirih lahko govorimo o škodah, če pride do kibernetskega vdora v zavarovalnico, v vašem primeru zavarovalnico Triglav. Vsekakor zavarovalnica kot taka ima kar nekaj mogoče zanimivih podatkov za napadalce. To so osebni podatki. Prav gotovo. Kar nekaj osebnih podatkov in ti se tudi dosti dobro prodajajo na črnem trgu. Tako da z tega vidika smo sigurno zanimivi, zelo zanimivi. Je pa res, da mogoče nekega takega večjega incidenta do zdaj v tej smeri nismo imeli. Ko govorimo o kibernetskem tveganju, seveda govorimo o tveganju za resnično velike škode. Gospod Hlastan, o kakšnih škodah govorimo? Ali vedno govorimo samo o denarni, finančni škodi ali so še kakšne druge oblike? Je lahko uničen ugled? Predstavljam si kot recimo oseba, ki je zavarovana pri zavarovalnici Triglav, ki se mi podala vse svoje osebne podatke in da se jim zgodi vdor. Ali bom še poslovala z njimi, ali se bom preusmerila na kakšno bolj zaščiteno zavarovalnico? To so neke vsakdanje dileme in vprašanja. Ja, to so definitivne stvari, ko jih je kar težko, kako bi rekel, so to res kar težko vprašanje. Primer, na kak način bi lahko to efektirali, je v bistvu danes sem jaz reševal en incident, ker je podjetje imela zelo veliko škodo. Oni so dobili kriptovirus, kateri so jim vse podatke zašifrirali. Ko sem jaz bral to, kar so njim napadalci napisali, je bilo od spodaj napisan vaš incident ne povedati ostalim. Zato, ker boste imeli slab imidž. Tako da se že napadalci tega zavedajo, kar se je meni malo smešno na začetku zdelo, ampak je pa res, če jaz kot oseba, ali pa jaz imam tudi svoj SP, če bi meni nekdo udrl noter v SP in bi jaz povedal to svojim strankam, da bi pričakoval, da bi čim prej strančili. Glej, on ne zna nas zavarovati. Tako da ja, finančna škoda je definitivno velik problem, ampak izgled to posla ne morete več dobiti. To vam, kako bi rekel, to vam odnose z strankami lahko čisto uniči. Je pa res odvisno. Izostane potek proizvodnje navsezadnje. Ja. Kakšni so recimo taki primeri, ki smo jih že na svetu doživeli? V Franciji, če se prav spomnim, je bilo to v Franciji, so dobili kriptovirus. So njim zašifrirali vse podatke, ker so imeli v bistvu avte. Zaradi tega, ker so v Franciji dobili in so imeli povezavo na slovenski sistem, jim je tule v Sloveniji tudi to zašifrirali. In so tudi oni izgubili povezavo in izgubili vse svoje podatke. Posledica tega je bilo, da so sedeli v proizvodnji tam vlake polno avtomobilov. To je lahko kar milijone in milijone evrov škode. Avto se ne more prodati, ali pa ne more deli naprej, da to morajo reševati. Tako da ne samo to, da je treba potem plačevati IT-jevce, da vam popravljajo in plačevati za nove licence, pa zakaj, to je
gre material, gre čas. Je kar težko lahko to za podjetje in za veliko podjetje je lahko to usodno. Vsi vemo, v kakšnih okoliščinah živimo, približno si predstavljamo, kaj nam preti v prihodnosti. Foresight odlično razkriva številne megatrende in prav gotovo eden izmed megatrendov je tudi vsesplošna digitalizacija, upravljanje artificial intelligence, skratka tehnološka dovršenost, življenje na klik. Ampak ob tem se seveda tudi pojavlja pri največjih skeptikih, pravzaprav ta misel ali ta strah, kaj pa, če se nam nekoč vse sesuje. Kaj bi se zgodilo, če bi bil recimo en tak megatrendovski udor in bi se vsi infrastrukturni sistemi lahko sesuli? Je to vprašanje teorije zarote, je to pretirana panična reakcija na pravzaprav vse večje tehnološko razvijanje sveta ali realna in upravičena skrb? Ja, je upravičena, recimo kot zanimivost. Razvoj avtonomnih vozil je v enem momentu zastal ravno zaradi tega, ker so hekerji udarili v avto, ki ga je vozil človek, in so prevzeli kontrolo nad avtom in začeli se je tako kot v filmu. Najprej so mu musko na glas pa potih dajali, pa so mu, klimo vklopili po zimi ali gretje polet, v glavnem nagajali so mu, na koncu je pa avto z ceste zapeljal, ampak sredi so bili te hekerji, niso bili toliko bad guysi, tako da je končal v jarku z razbitim avtom, človeku, temu vozniku ni bilo nič. Bili so tudi poskusi v Nemčiji, recimo, kako bi ta avtonomna vozila povezali s pametnimi semaforji, in je ta proizvajalec oziroma to mesto nemško, so bili že tik pred tem, da grejo v produkcijo oziroma v živo, kot rečete na radio, in so dali pa enemu etičnemu hekerju še potestirati, če lahko udre, in on je udaril, in je vse te semaforje spravil na zeleno luč. Zdaj si predstavljate v enem velikem mestu, ki ima 3 milijone prebivalcev, v rush hour ob 5 popoldne, ki bi 25 tisoč avtomobilov šlo v zeleno luč. Mislim, da da si tega nobena želi, oziroma to bi se zgodilo. Katastrofa, ne? Gospod Krkoč, malo prej ste že omenili, da je ena izmed zelo ključnih potez v podjetju, v inštituciji, v družbi, da smo vsi, prav vsi, do najšibkejšega zadnjega člena informirani. Vemo, da so profesorji iz Oxforda že omenjali nevarnost fenomena informirane elite, ko so za določenimi informacijami seznanjeni samo določeni ljudje. Torej, ko govorimo o kibernetski varnosti, moramo biti vsi informirani. Kako to nekako zasledujete znotraj Zavarovalnice Triglav? Ja, v bistvu tukaj imamo več pristopov. Predvsem je to, da vsi zaposleni pri nas morajo na letnem nivoju iti čez določena izobraževanja z področja kibernetske varnosti. To je nek minimum. Seveda parkrat letno izvajamo tudi interne phishing teste. Takrat moram povedati, da me kar malo grdo gledajo sodelavci in sodelavke po hodnikih, vsaj tisti, ki na testu padejo, če tako rečem, ampak bistvo je, da se o tem govori. Tudi ko izvajamo neke phishing teste, mogoče ne pošljemo tako imenovan phishing mail vsem, ampak mogoče najprej neki skupini, pa da se interno o tem govori, saj to je tista preventiva. To je podobna zgodba kot napoved radarjev na radio. O tem se je treba pogovarjati in to je tista najboljša preventiva. Res pa je, da na koncu tudi predstavimo vsem zaposlenim rezultate vsakega takega testa. In vi, ki ste zadolženi za to, bi rekla, kibernetsko odpornost in varnost, ste navdušeni ali zaskrbljeni ob izidu takega phishinga v Zavarovalnici Triglav? Tako, bom rekel, opazen je ta trend nekega izboljšanja, nekega večjega zavedanja. To v bistvu zaznamo tudi tako, da nekdo od zaposlenih mogoče od zunaj dobi neko sporočilo, nek mail, pa ne ve, ali je pravi, pristan ali ni, in takrat nas kontaktira. In potem skupaj preverimo, ali gre res za pristno sporočilo ali je, bomo rekel, nek phishing mail. In to je nek pokazatelj v tisti pravi smeri, kamor želimo da gremo. Tako da to zavedanje se izboljšuje, se povečuje to zavedanje. Gospod Hlastan, kako opažate, kako prefinjeni in kako podučeni so hekerji
v tem trenutku. Namreč včasih, ko smo dobili kakšne maile, kakšnih Nigerijcev, ki so nam ponujali milijone, smo takoj vedeli, da je treba dati samo na delete. Danes pa se že pojavljajo slovenski Janezi Novaki. Težko je pravzaprav odkriti. Definitivno je težko, sploh zato, ker se toliko spreminja. Jaz rad izvajam tak socialni inženiring preko mailov in preko telefonov. Je kar težko včasih opaziti razliko med realno elektronsko pošto in med, kako bi rekel, lažen in ali ribarjenje. Zato pač uporabljamo ponavadi tiste osnovne tehnike, da pač pogledamo pošiljatelj, pogledamo črkovanje in iščemo malenkosti, kateri se mogoče nam prav ne bi zdel. In če res nismo prepričani, potem javimo naprej. In to je fajn, da potem javimo naprej, da tudi drugi vejo, ok, tu smo mi bili tarča napada, tu je bil tak poskus. Pazite, da vi istega ne boste dobili. In ja, se tudi veliko izvaja v imenu Janez Novak. To uporabljamo še vedno kot primer na našem podjetju. Janez Novak pošilja v imenu določenega podjetja in pošiljajo račune za odplačati ali pa makro v Wordovem dokumentu za downloadati in za zagnati. Nažalost, veliko ljudi pade na to, ampak je pa vedno zelo dobro, ko vidimo tiste ljudi, kateri nas opozorijo in rečejo, to smo mi dobili. To nismo hoteli pritisniti. Kaj je to? Povejte nam. To je že ena taka, bi rekla, spodbudna povratna informacija o naši ozaveščenosti, ki verjetno vendarle raste. Pa mi povejte, koliko pa imajo pri tovrstnih vdorih prste vmes boti, na primer? Ali so realne osebe vedno za temi vdori? Ne vedno. Tudi jaz uporabljam umetno inteligenco. Jaz ne znam glih najbolj pisati v slovenščini, sem le Američan. In včasih me sklanjanje pred to me malo matra, ampak kot zanimivost me je dejansko zanimalo, ali lahko jaz uporabljam umetno inteligenco, da bo napisal mail v imenu določenega podjetja. In na tisti mail primer smo poslali 13 ljudem, 50 jih je kliknili. Aha. Zanimivo, ne? Menim, da so ali naprej poslali drugim, ali pa so večkrat pritiskali. Tako da ja, uporablja se kar veliko umetna inteligenca v socialnih prevarah. Statistika v tem pa žal nimam. V zadnjih letih se nam je pravzaprav življenje obrnilo na glavo, doživeli smo pandemijo, lockdowne, doživeli smo kar naenkrat delo od doma, prinašali smo vso opremo s pisarn v zasebne prostore in tudi kdaj pa kdaj je kakšen naš otrok porabljal naše službene naprave. Ta čas prinesel veliko večja tveganja, delo od doma pravzaprav odpira, bi rekla, horizont priložnosti. Ja, vsekakor. Ne. Namreč pri delu doma gre nekdo iz nekega okolja, ki je varovano z določenimi kontrolami, v neko okolje, ki je nekoliko manj varovano, delo bo pa še vedno iste stvari. In tukaj z naše strani smo vsekakor opozarjali zaposlene tudi na tedenskem nivoju, kako naj varno uporabljajo, naprave pri delu od doma. Tudi kar nekaj vdorov, tudi v Sloveniji, ki se je zgodilo, se v bistvu prav po tej poti. Ne. Nekomu so, ko se je prijavljal v socialno omrežje, so se vmešali v komunikacijo, pridobili njegovo geslo in praktično s tem geslom so potem dostopali do informacijskega sistema podjetja. Ne. In tukaj so večja tveganja, res pa je, da mogoče lahko tudi na srečo smo kar brez nekih takih večjih pretresov šli čez tiste vsaj prve mesece, ki so bili najtežji. Odlično, ker smo nekje v epilogu našega podcasta, morda gospod Peter Filip Jakopič, če še enkrat poveste, kakšne so možnosti, ki pa jih pravzaprav Zavarovalnica Triglav ponuja vsem posameznikom, podjetjem, da bi kar se da najbolje zaščitili svoje delovanje, svoje poslovanje. Ja, v bistvu zavarovanje, tako kot je že prej Peter povedal, je v bistvu zadnji tisti ščit, ki ga ima podjetje. Se pravi, ti tveganja najprej prepoznaš, se probaš zaščititi,
nekako se odločiš, kaj boš naredil, če se bo to tveganje uresničilo, ne, in pol na koncu vsega je to zavarovanje. Ne. Tako da mi, če malo karikiram, ne, mi pač vsi opozarjamo na karies, ne, zdaj mi prodajamo v bistvu nov zob pol, ne, ker je že prepozen, recimo, ne, medtem ko vam mogoče zdravniki ali pa proizvajalci zobnih past bolj preventivo pač ponujajo, ne, mi smo bolj to, te, ki vam kurativo ponujamo, ne, se pravi, ko pride do škode, ne, vam jo nekako povrnemo. Pač slaba novica je ta, da določenih stvari se ne da zavarovati, kot je ugled podjetja, v katerem je že Elija prej govoril, ne, medtem ko te, bom rekel, materialne stroške ali pa to škodo, ki se jo pa da vrednotiti, se pa da povrniti, ne. Potem drug tak, bom rekel, močen informacija pač do naših strank je pa ta, ne, da s tem, ko jih mi sprašujemo, ne, določene stvari, na podlagi katerih ocenimo tveganje, ne, in s tem tudi pomagamo, nekako gledalo postavimo, ne, da vidijo recimo, kje so šibke točke, ne, ker mi to vidimo recimo, če primerjam s kuhinjo, ne, se pravi, imate nek proces, ne, to je v kuhinji recept, pol imate tehnologijo, to je pečica, ne, pol je pa kuhar, ne, in vi imate zdaj lahko, date isto pečico pa isti recept dvema kuharjema, ne, pa boste čist drug produkt dobila, ne. Po drugi strani imate lahko vrhunskega kuharja, ne, ampak če mu date nedelujočo pečico, ne bo mogel nič narediti, ne. Se pravi, treba je prepoznati v bistvu to, bom rekel, vse člene moramo nekako uravnotežiti, ne, čim več teh ozkih grl, bom rekel, odmakniti in na koncu pol, ja, zavarovanje je pač tista zadnja lupina, kot sem že omenil, se pravi, od asistence do teh škod, ki so finančno lahko ovrednotene, pa do zahtevkov tretjih oseb, ne. To bo vedno bolj aktualno, ne, tudi z, bom rekel, s to aktualno zakonodajo vezano na varstvo osebnih podatkov, na ZEKom regulativo in podobne stvari, ne, bo tudi v prihodnje bo definitivno porast teh nekih zahtevkov oškodovancev bistveno večji, kot je danes. Sama osebno verjamem v moč zavarovanja, tudi sama imam veliko zavarovanj in mislim, če lahko sklenemo ta podcast, da sicer zavarujemo sebe, ampak s tem zavarujemo in pokažemo tudi odnos do drugih in morda tudi pokažemo na to, da nam je mar za naš ugled, za vse, ki stopajo v stik posloven ali zaseben z nami in navsezadnje tudi na našo ozaveščenost. Tukaj bi dala 3 pikice in sklepno misel prepustila vam, spoštovani sogovorniki v podcastu Zavarovalnice Triglav in pa medijske hiše Delo. No, mogoče, če jaz izpostavim, moramo se zavedati, kljub vsemu, no, kar sem že povedal, tiste 100% varnosti ni. In to je tudi, da če vse naredimo, ne pomeni, da se še vedno nam nekaj ne more zgoditi, samo vprašanje časa je kdaj. Gospod Hlastan, kakšno dobro priporočilo? Menite gesla? Torej je varovalka menjava gesel? Pripomore, pomaga. Ni edina stvar. Vedno predlagamo, poglejte, kje ste vi kot oseba ali kot podjetje, kje ste lahko tarča, naredite nek po domačem risk assessment, odkot vas lahko napadajo, na kak način vas lahko napadajo in najbolj šibke točke v tem primeru zaščititi, ampak ja, vedno pa pride dol do zaposlenih, do politike in do takih osnovnih stvari, ko pač brez ozaveščanja jih ne moramo popraviti. Kako močno odpirajo vrata za vdore pa socialna omrežja? Socialne omrežja so lahko za napadalca kar koristne, saj ne veš, kdo je na drugi strani. Oseba se lahko predstavlja kot kdorkoli in en dober primer tega je bilo leta 2018, če se prav spomnim, ko so v Twitter vdrli in so v imenu Barack Obame, v imenu Elon Musk, Bill Gates in znani politiki, direktori, karkoli. So v njihovih imenih pisali, da kdorkoli njim donira določeno število denarja, bojo oni, zaradi pandemije, bojo oni povrnili 2-krat več. To je veliko ljudi, nažalost, verjeli, ker je pač to je prihajalo od osebe, katerim zaupajo. Težko je zdaj vedeti, ali lahko mi osebi na drugi strani zaupamo,
Zato v angleščini je fajn pregovor: if it's too good to be true, it probably isn't. Če je preveč lepo, preveč slastno, da je Prelepo, da bi prelepo, bilo da bi res. bilo res. Ja, moj nasvet fizičnim osebam bi bil, da če vam ponujajo superge za 20 evrov, ki sicer stanejo 120, preverite, če ni mogoče v zadju prevara. Ne? To bi bil nasvet fizičnim oziroma posameznikom. Podjetjem bi pa to svetoval, ne? Da naj pač redno vzdržujejo svoje pečice, da naj posodabljajo recepte in da naj skrbijo za izobraževanje svojih kuharjev in s tem bojo, bom rekel, največ naredili oziroma najmanj se bojo s tem izpostavili tem tveganjem. Gospod Peter Filip Jakopič, direktor službe za zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov pri zavarovalnici Triglav, gospod Peter Krkoč, direktor službe za kibernetsko odpornost v zavarovalnici Triglav in Elija, strokovnjak za kibernetsko varnost ali etični heker. Vsem trem iskrena hvala za vse iskrive misli, zelo pomenljive misli, dobre nasvete, priporočila, za vse, kar ustvarjate za vse nas v kontekstu zaščite, preventive ali kurative. Hvala lepa, ker ste bili gostje našega podcasta in bodite še naprej odporni, dobro zaščiteni in predvsem varni. Hvala lepa. Hvala za vabilo.